Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, še enkrat da vas spomnim na naš dogodek investicijski, ki se zgodi vsako leto, tradicionalni, tokrat za naslovom investicijski šov leta, MoneyHow Live. Donald Trump pripravlja šov, zakaj ga ne bi pripravili tudi mi. Kako loviti zaslužke v negotovem okolju, sestaviti portfelj, kako umestiti kriptovalute v portfelj sodobnega vlagatelja ali pa konec koncev tudi delnice umetne podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Grilali oziroma roastali bomo tudi slovenski kapitalski trg med povabljenimi, ki je tudi potrdil deležbo, je tudi minister za finance. Dogodek bo 22. maja, tako da vabljeni. Potem na koncu sogovorniki spregovorim še par besed v MoneyHow Friends, tako da vabljeni, da nas tudi spremljate v tej posebni seriji MoneyHow Friends na YouTubeu. Vsi linki bojo v opisu epizode. Danes imamo spet eno tako zelo zanimivo epizodo, v bistvu je nadaljevanje epizode, ki smo jo objavili v tem tednu vezano na AI vihar, torej AI vihar se še kar nadaljuje, oziroma vsak dan je nekaj novega, tako da bomo danes o tem spregovorili z Alešem Grbičem iz Save Infond. Zdravo, Aleš. Malo se hecamo, ker so me opozorili, da sem ga preimenovala, da sem mu dodala še ne par imen zraven, tako da danes smo obogatili to zbirko imen še z enim dodatnim imenom, in sicer Alš. In z nami je tudi Boris Cergol, sicer je bil že na MoneyHow in na MoneyHow Live, je bil gost, tako da dobrodošel nazaj, Boris, odličen poznavalec tehnologije umetne inteligence, zaposlen v IT podjetju Comtrade, sistemska integracija. Zdravo, Boris. Zdravo, hvala. Joj, kje začeti? Kar veliko se je zgodilo že samo danes zjutraj, danes smo 31. januarja, kar nekaj novic je prišlo, ne vem, če sta zdaj spremljala, vezano na DeepSeek, kitajski DeepSeek, ameriški uradniki preiskujejo DeepSeek in kako je prišel do v bistvu teh naprednih čipov, zdaj ne bi prišli preko neke tretje osebe iz Singapurja. Skratka, to se preučuje, hkrati so tudi neko izraelsko podjetje ugotovilo, da so neki podatki likali oziroma da so bili v javnosti izpuščeni oziroma, kako bi rekla, neki te podatki vezano na gesla in pa neke osebne pogovore, ki so bile v tem DeepSeeku objavljeni, tako da to je zdaj prišlo ven v javnost. Pa še ena zadeva, mogoče tudi zanimiva, vezano na delnice. Bloomberg je naredil kar tako zanimivo anketo in pravijo, da pač DeepSeek ne bo ogrozil primat teh naših ameriških AI delnic. O tem bomo danes tudi malce bolj podrobno spregovorili. Kaj vidva pravita na vse to dogajanje? Vsak dan je nekaj novega, vsak dan nekaj novega zvemo. Potem po objavi, ki sem imela z Alešem, je prišla še Alibaba s svojim novim tem klepetalnikom oziroma tem jezikom. Boris, mogoče, če lahko ti začneš ta prvi. Ja, mislim, jaz že kar dolg, bom rekel, živim v tem času nepretrganih sprememb glede umetne inteligence, da pač, tako bom rekel, vsak dan sigurno ne 4 ure mojega časa gre za to, da se bom sledim vsaj približno, kaj se dogaja. Tako da, ja, mislim, mogoče, kar je pa pomembno včasih razločiti med vsemi temi novicami, ki prihajajo, jaz jih probam deliti v dva koša. Zdaj tiste, ki nam dejansko dajo neke istočnice, ki jih pa lahko dejansko uporabimo, torej novi modeli, nove tehnologije in tako naprej. Veliko je pa zraven, bom rekel, tudi tega šuma. Recimo zdaj v tem konkretnem primeru, če pogledamo to, ne vem, z DeepSeekom pa varovanjem osebnih podatkov pa tako naprej. Mislim, DeepSeek je odprtokodni model, do katerega je zdaj mogoče dostopati na vse sorte koncih in krajih, tudi recimo na Microsoftovem oblaku, naprimer. Tako da zdaj uporabniki imajo skratka možnosti, kje do teh modelov dostopati in komu pač glede tega zaupati. Mogoče bi na kratko komentiral še Singapura, recimo. Sicer ne vem, pojma nimam, a so res švercali kakšne grafične kartice skozi Singapur ali ne. Sem pa že dolg časa nazaj recimo malo analiziral Singapur, pa njihov pristop k razvoju umetne inteligence, pa izobraževanja umetne inteligence, in so pristopili na, po moje, izredno dober način. Tam se mi zdi, da res država na prav način investira in podpira razvoj te tehnologije, tako da ne bi bil presenečen sploh,
A ne, če v bistvu so dejansko kupili vse te GPU-je za lastne potrebe, ki verjamem, da imajo ful močan ekosistem na tem področju. Ampak to ne pomeni, da jih niso prešvertali, seveda, na Kitajsko. No, dobro, zdaj, ko praviš, da so likali te podatki, tega je bilo za 6,6 terabajtov občutljivih podatkov, a ne pa, da je to odprtokodni sistem. Ampak vseeno, zdaj vem, da je bil totalni hype, ker je bilo tudi ena od najbolj downloadanih aplikacij na Appleovi trgovini, pa vseeno je tukaj potem mogoče na mestu neko opozorilo, da pač ne pišemo ali pa ne uporabljamo pač vse te klepetalnike, modele, zato da, ne vem, mogoče tudi svoje osebne podatke, pa kakšne druge zaupne podatke tam noter opišemo, objavljamo. Ja, absolutno se strinjam, pač ljudje bi mogli biti glede tega previdni, ne, pač to se dogaja, ampak to hočem reči, ne, taki izpusti osebnih podatkov se dogajajo tudi na kakšnih čist običajnih spletnih straneh, ne. Obstajajo razni registri, pa človek lahko pogleda, kdaj so že kakšni njegovi podatki prišli ven ob hekerskih vdorih, ob podobnih zgodbah, ne, tako da bom rekel, v tem smislu ni to nič posebej novega, ne, tako pač to se zdaj dogaja, ne, to je vprašanje kibernetske varnosti, pa komu seveda zaupati, ne, v tej poplavi teh storitev. Kaj pa ti praviš, Aleš? Ja, jaz mislim vseeno, da je to en moment, katerega smo verjetno vsi čakali, ne? In zdaj dejansko prihaja do tega, da bo umetna inteligenca bo bolj dostopna, več, dejansko gre še samo za pospešek pri uporabi umetne inteligence. In tudi kot kaže, da ti modeli umetne inteligence, da bodo postali neka nova osnovna dobrina, ne? In tudi posledično zniževanje cen oziroma stroškov za uporabo umetne inteligence in dejansko prinese precej dobrega za vse. Ne? In tudi zanimivo je, da Microsoft tudi zagovarja ta model neke umetne inteligence kot commodity. Ne? In tudi verjetno, najverjetnejši bi lahko bil ta scenarij, ne, da bodo da bo nastalo ogromno takih modelov, tako kot jih ima DeepSeek in tudi podjetja bodo iskala načine, kako za svoje potrebe prilagoditi modele oziroma kam investirati, da bo čim bolj optimalno na njihov investiran dolar, evro, čim boljši učinek. Ne? In zdaj tukaj verjetno dobili bomo neke nove največje zmagovalce, ne? In najbolj zgleda, da bojo to ponudniki oblačne infrastrukture, ne? In tudi tisti, ki bojo zagotavljali integracijo in optimizacijo nekje na ravni aplikacij. Tisti, kot pa imamo zdaj recimo Nvidio, ne? Ki prodajajo to strojno opremo, ne? Ponudnikom v oblaku, pa so tu nekje vmes, ne? In zdaj tu ne moremo zdaj dati ocene, Nvidia, prodajte delnico Nvidii se bojo prepolovili prihodki. To je bolj vprašanje, ne, za njihove ključne kupce, ki pa ne pravijo, da bi razmišljali o tem, da bi kupovali, da bi zaustavili nakupe ali pa znižali nakupe. Zaenkrat še ta scenarij ni v igri. Ne. In tudi sam vidim to nekako DeepSeek pa od Alibabe modeli, bolj neko geopolitično, mogoče tudi preigravanje in mislim tudi, da bo kar nihajno prihajalo bo precej informacij, ki pa, tako kot je že Boris omenil, jih je treba filtrirati, ne, precej bo šumov. Sam mislim, da pač bo potrebno počakati na komentarje teh ključnih kupcev in tudi samo Nvidio in potem bomo videli, kam se bo trend odvijal. Ne nazadnje je tudi ameriška administracija oziroma Trump je rekel pač, da želijo postati prvi, ne, vodilni na svetu na področju umetne inteligence in sigurno bodo probali marsikaj narediti, ampak in tudi verjetno bojo razmislili o teh ukrepih, ki jih imajo glede omejevanja kitajske konkurence in ali je bil to pravi način, da prepoved prodaje na Kitajsko, ker potem so Kitajci sami razvili, so bili prisiljeni, da sami razvijajo določene rešitve, kar verjetno ne gre ravno v vpliv oziroma ne gre pozitivno smer za Ameriko.
A lahko mogoče, ker se je začel takoj za borzo, tukaj vseeno izpostavlja še to anketo, ki so jo naredili na Bloombergu, 260 anketirancev je odgovarjalo na to anketo. Oni pravijo, da je bil odziv trga na ta DeepSeek absolutno pretiran in menijo, da bo Trumpova politika verjetno povzročila večjo volatilnost delnic, kot pa pač ta DeepSeek zgodba oziroma ta AI zgodba. In pa večina anketirancev na kljub vsej tej AI drami pač pravijo, da bodo še naprej izpostavljeni delnicam oziroma S&P 500, kjer pa so tudi te velikani noter vključeni v tem indeksu. Hkrati je pa zanimivo tudi to, da 47% pričakuje počasnejšo rast veličastnih 7, torej teh 7 delnic, ne? In to je nasplošno, to je to. Kako pa vidva gledata na te napovedi oziroma na te mnenja analitikov, se pravi, oni v bistvu tukaj ne pričakujejo neke pretirane drame? Mislim, jaz osebno pričakujem dramo, samo mogoče nekoliko drugačne vrste. Ne? Torej, recimo, pravzaprav jaz mislim, da to, kar je zdaj DeepSeek naredil, ne, v bistvu s tem samo še dodatno pomagal ameriškim podjetjem. Ne? Torej, vsa ta infrastruktura, ki so jo kupili, to pomeni, da jo zdaj lahko samo še toliko bolj izkoristijo in toliko prej, zato ker imajo mogoče zdaj na voljo še en dodaten model, ki je pač razkril ene par trikov, ne, kako stvari narediti bolj optimalne. Ne. Torej, jaz mislim, da trenutno se ful podcenjuje, kakšna je elastičnost povpraševanja po računski moči, ne, a ne, da v bistvu, ne, če rečemo prej, ne, da je zdaj inteligenca postaja komoditeta, pa toliko ceneje, ne, zdaj kaj se zgodi v limiti, a ne, ko ta cel koncept inteligence postane tako pocen, da je pač za recimo končnega uporabnika praktično zastonj. To pomeni, da v bistvu pri vsaki neki nepomembni odločitvi, ki jo imamo v življenju, bi potencialno lahko v tisti točki vsi lahko zaželeli, da to en zdaj super inteligentni sistem počne namesto nas, ker bi seveda vztrajno večali in večali povpraševanje po računski moči do trenutno nepredstavljivih nivojev. Ne. Tako da ja, jaz ne vidim, da bi DeepSeek kakorkoli ogrozil smiselnost investicije, ne, recimo velikih podjetij v računsko infrastrukturo. Ne. Kvečemo obratno, ne, ustvaruje mogoče malo razlogov, zakaj bi potencialno lahko tudi kakšna malo manjša podjetja naredila neke te investicije, če bi si želela lokalno te modele zaganjati. Zdaj, to, kar praviš, je ful zanimivo in tudi se sklada z temi načrti. Recimo v Ameriki so predlagali oziroma pripravili program Stargate, $500 milijard bo investiranih in to tudi še dodatni boost mogoče za ta IT sektor, AI delnice mogoče, ne? Ja, mislim, dejansko pač jaz, če se za trenutek vrnem nazaj, ne, da v bistvu sem imel to zanimivo izkušnjo, ne, tam okoli leta 2000, ne, sem prebral to knjigo od Raymonda Kurzweila, Age of Intelligent Machines, ne, in tam noter ima on en graf, ne, ki daje njegovo predikcijo za to, kako bo v bistvu naraščala količina računske moči, ki bo dostopna za inflation adjusted, tako $1000. Ne. In takrat se je marsikdo delal norca iz te knjige, ne. Jaz sem potem, mislim, da zdaj že 2 leti nazaj naredil v bistvu tako eno retroaktivno analizo pa pogledal, kam trenutne cene ne padajo na tistem grafu. Ne. In so padle točno na črto. Ne. Tako da res je bila dobra predikcija. Ne. In nekako nič ne kaže, vsaj iz vsega, kar zaenkrat jaz vem, ne, da bi se ta predikcija v naslednjih letih iz nekega utemeljenega razloga pa zaustavila. Ne. Tako da ja, pač gradnja data centrov se bo po mojem nadaljevala. Se mi pa zdi, da bo mogoče potencialno vedno večja ovira postajala sama energija. Ne. Tako da če bo kakšno ozko grlo se pojavilo, se utegne na tem področju pojaviti bolj kot sami izdelavi čipov. Ne, pa. Kaj pa ti misliš, Aleš, glede tega? Ja, sigurno. Pač gre tudi, da včasih smo imeli oboroževalno tekmo, zdaj bo šlo tukaj za tekmo med velesilama na področju umetne inteligence, Kitajsko in Združenimi državami Amerike. In absolutno, po mojem so bili, se pričakovali so te aplikacije, že več časa pričakovali cenejše, manj natančne. In s tem so tudi Kitajci so pokazali, da se da marsikaj narediti ceneje. Po mojem bo zelo, zelo zanimivo obdobje in mogoče bo ta podjetja, ki so tehnološka podjetja, ki so bila nedotakljiva,
ravno zaradi teh visokih stopnjih ovir, zaradi ogromnih investicij, ne, ki so v podatkovne centre, ki si jih lahko privošči le peščica ključnih igralcev, to je nekje 5 do 10, bo zdaj mogoče na površje naplavilo še kaj drugih igralcev, ne, in ne bo toliko skoncentrirano, ampak to smo že dostikrat smo rekli, te stvari in potem teh veličastnih 7, pa še nekaj drugih, ki so kapitalsko dovolj močni, vse, ki imajo zanimive rešitve, jih prevzamejo, jih integrirajo in dejansko si pokorijo konkurenco. In to bo tudi zanimivo, ker v tem obdobju pod Trumpom sigurno regulacija bo bolj ohlapna, predvsej bo pripuščeno trgu, pa potem tudi mogoče za politične namene bo kaj še prepuščeno bolj trgu, kot bi bilo drugače. In mislim, da Amerika pač, oziroma Trump in njegovi kolegi tlakujejo dobre pogoje za razvoj umetne inteligence v Združenih državah Amerike. Ampak bo pa res zanimivo, ne. Kitajska, vseeno, jaz ne bi podcenjeval Kitajcev in mislim, da na koncu bo verjetno prišlo do dogovora. No, upam, da pride do dogovora med tema dvema velesilama. A lahko mogoče sam tukaj vprašam, kje pa je Evropa v tem kontekstu, v tej bitki za prevlado? A smo kje na tem zemljevidu? Ja, v regulaciji je Evropa perfektna, ja. No, a so kakšne priložnosti mogoče za evropska podjetja tukaj? Zakaj? A kaj migajo? Mogoče, Boris, imaš kakšne informacije, da bi se dogajalo v Evropi? Najprej hočem reči to, da ko mi čakam na verzijo 2 te vrhunske tehnologije za maškov na stekleničkah. Ne. To je, mislim, da je en dober prikaz, kaj zmore evropsko znanje, če vsi skupaj in hočemo narediti nekaj res dobrega, znamo. Ne. Smo prvi na svetu v tem. Drugače pa tako mislim, da ne glede na vso regulacijo, ne glede na vse prepreke, ne glede na to, na vas negativizem v Evropi, priložnosti je ogromno. Ne. In najlepša stvar je, da v bistvu Kitajci in Američani tukaj delajo namesto nas in ustvarjajo tehnologijo, ki jo mi mogoče težko sami razvijamo v osnovi, ampak nimamo pa skoraj nobenih ovir, da jo ne bi mogli uporabljati. Ne. Torej, DeepSeek, odprtokodni model z MIT licenco, v bistvu vsako podjetje ga lahko uporabi, če si ga želi. Zaenkrat v Evropi nimamo še kakšnih blokad za nakupe GPU-jev. Tako da v bistvu je, in to bi tudi mogoče hotel reči v povezavi, ki smo prej govorili, te Magnificent Seven pa ostala podjetja. Ne. Torej, dejansko, tako kot jaz vidim, trenutne recimo pogoje oziroma ovire za uporabo umetne inteligence, ta tehnologija je zdaj ratala toliko dostopna in toliko enostavna za uporabo, da ni nikakršnih tehnoloških omejitev za to. Obstajajo samo omejitve, ki izvirajo iz tega, da ljudje niso seznanjeni, da mogoče imajo negativen odnos do te tehnologije, da se jo bojijo, da pač cela lista takih stvari je, na katerih v bistvu tehnologije praktično ni. Ne. Tako da za Evropo je v bistvu to krasna priložnost. Ne. Pač nismo tega sami razvili, žal, tudi vnaprej ne kaže dobro, da bomo mi tisti vodilni, ki bodo to tehnologijo peljali naprej, ampak lahko smo pa neki uporabniki, ne? In z uporabo naredimo veliko. Torej, jaz si predstavljam, kako trgi, če pogledamo finančni, reagirajo, če podjetje recimo za 20% preseže recimo napoved svojega dobička. Ne? No, in zdaj si sam predstavljamo, ne, če umetna inteligenca rata popolna komoditeta, ali pa da rečem širše gledano, če inteligenca postane popolna komoditeta, ne, kaj se bo dogajalo z finančnimi kazalci podjetij, recimo, ki temeljijo na uporabi inteligence v svojem poslovanju. Ne. In kako bo to potem vplivalo na finančne trge. Jaz si predstavljam, da je ta upside potencial lahko popolnoma nepredstavljiv, ne, v tem oziru seveda. Ja, nekaj se tudi dogaja pri nas v Evropi. Mogoče, Aleš, če bi lahko na hitrco, ASML, namreč nizozemski proizvajalec stroja za izdelavo čipov, je objavil poslovne rezultate. Videli smo 27. januarja pravo dramo na borzi. ASML delnica je med dnevom upadla za 17%, potem je poskočila nazaj, pridobila nekaj tistega izgubljenega, na koncu je končala za 6 ali 7% upadom. Vsi smo zelo
spremljali in budno čakali te rezultate. In zdaj, če pogledava po tednu dni, je v bistvu v rahlem plusu ta delnica. A lahko mogoče mečkam pokomentirava rezultate? Ja, to so pri ASML so dejansko rezultati prišli nad pričakovanji, ampak bolj kot sami rezultati, se vlagatelji vedno se ozrejo na pričakovanja oziroma za napovedi za naprej, kakšno bo bodoče poslovanje in da si potem naredijo bodisi svoj DCF prilagodijo in naredijo neko oceno vrednosti. In ključno presenečenje je prišlo iz segmenta nadgradnje storitev, ki je bil neverjetno močen. In tudi zanimivo je, da pri ASML, da je dokaj volatilna, ta naročila so dokaj volatilna in tudi uprava ne bi več želela sploh četrtletno poročati o dobavljenih količinah, ker je delnica potem nekako preveč primetava, ampak imajo pa neko jasno smer in zdaj uprava recimo pričakuje 46% rast prodaje za naslednje četrtletje in tudi bruto maržo nekje med 52 do 53%, kar je dodatno povišanje bruto marže. In tudi zanimivo je, da so imeli nova naročila, da so imeli kar impresivnih, nekje 7,1 milijarde in trg pa je pričakoval nekje 4 milijarde, da bi naj bilo samo novih naročil. Ampak uprava, to opažam, da uprave večine podjetij ostajajo nekako previdna in tudi pri svojih napovedih glede bodočega poslovanja. In pravijo, da ni vse tako rožnato oziroma opažajo, da sta Intel in Samsung sta najverjetneje priložila svoje naročila na naslednje leto, ker imata težave za povečevati proizvodnjo teh najsodobnejših čipov. Potem pa še imamo tu negativen prispevek z Tajvana, ki je Taiwan Semiconductor se recimo samo v preteklem letu 11% naročil pri ASML izvedel, drugače pa je imel v zadnjih 10 letih je nekje dobrih 30% bil kot glavna stranka pri ASML. In to je neka taka rezerva, ki pri ASML oziroma precej rezerv obstaja in tudi domnevam, da bodo vlagatelji, ki bodo lahko potrpeli, ki so dolgoročno usmerjeni, precej nagrajeni. A si mogoče tudi Boris kaj spremljal to zgodbo, ki se je dogajala zdaj okrog ASML-ja in te drame? Jaz sem dolgo časa sem bil investiran v ASML, ampak sem zdaj že kar nekaj časa nazaj prodal. Pa ne zato, ker ne bi verjel, da pač firma clearly dela nekaj, kar je esencialno pomembno za to tehnologijo. Je pa malo škoda, da je v Evropi. Če bi bila v Ameriki, bi bila cena delnice po moje krat 3. Plus vprašanje, kaj bi se dal tam narediti s kakšno optimizacijo te mašine. Res mora stati ne vem koliko 100 milijonov. A te prav razumem, da bi bilo bolj, če bi bil kot podjetje ASML lociran v Ameriki? Tako, ja. Mislim, pač ker tehnično gledano delnica je tudi na ameriški borzi bi lahko tudi kupoval. Ne. Ampak tako se mi zdi, da je nek euro-contagion v primeru tega podjetja in evropski delniški trg oziroma evropsko okolje, kako ne rečem, to delnico vleče dol. Tako da pol na koncu koncev, če gremo pogledati ta supply chain, a ne vsega, kar je potrebno za to, da na koncu pač dobimo te čipe, je cela vrsta podjetij, ne vem, od teh, ki delajo spomin do komunikacijskih kanalov, energije celo, ne vem, podjetij, ki delajo jedrske elektrarne in tako naprej. Tako da veliko odločitev je, kam lahko investitorji, ki bi želeli v bistvu efektivno v čipizacijo sveta investirati, kam dajo lahko denar. Tako da pač zakaj ravno to evropsko podjetje, ki ima ta celo volatilen denarni tok zaradi teh predragih mašin, ki bi se jih verjetno dal bolj optimalno narediti, kje druge pač, ampak ja. A lahko si mogoče malo bolj konkreten? Kateri so tisti, ki so te pritegnili tvoja pozornost? Mislim, bom rekel, ASML nima zdaj toliko neke direktne konkurence, saj zato je pa tudi zanimivo, ampak ne vem, recimo, naprimer, podjetja, ki prodajajo energijo ameriškim podatkovnim centrom, recimo Constellation Energy, recimo ena taka podjetje, po moje, kar zanimivo,
Potem bodo recimo vsa podjetja, zdaj jih sicer ne bom vedel na pamet, ti, ki gradijo tele modularne jedrske reaktorje. To pač je nasplošno po mojem precej zanimiv segment. Potem pa recimo, ne vem, kakšna taka podjetja, mogoče Broadcom, s komunikacijsko opremo. Skratka, tako, pač to je en res kompleksen sistem supply chaina, kaj vse je potrebno, da na koncu dobimo data center. Tako da, ja. Je pa Aleš tudi omenil na začetku, da vidi kot zelo zanimivo in perspektivno tudi ponudnike oblačne infrastrukture, pa bi mogoče tukaj se vseeno malo ustavili še pri Microsoftu, ki je pa tudi objavil poslovne rezultate v tem razburljivem tednu. Aleš, boš mogoče ti povedal malo, kako je Microsoft posloval in kakšni so njegovi načrti vezano na pač ta njegov oblak Azure. Ja, dejansko poslovanje je bilo zelo dobro, ampak napovedi so bile dokaj mlačne. In dejansko so imeli zelo visoko povpraševanje po umetni inteligenci in tudi dobro so monetizirali svoje produkte, storitve, ampak po rezultatih je pač delnica je padla, vlagatelji so bili razočarani zaradi mlačnih napovedi. Ampak uprava pa pravi, oziroma tudi analitiki pričakujejo v naslednjem četrtletju, da se bodo prihodki Azura pričeli poviševati malo hitreje kot zdaj. Zdaj so recimo prihodki cele skupine so rasli 12% in tudi nek ta kratkoročni kazalnik bodočega poslovanja, recimo knjiga naročil, na podlagi na strani komercialnih naročil imajo kar za 75% višja kot v preteklem četrtletju, in to je kar dobra novica. Ampak precej teh naročil pa izhaja iz pogodb z OpenAI, AI in tudi drugimi pomembnimi partnerji. In tudi zanimivo je, da dejansko Microsoft je neka taka, bi rekli, speči princ, ne princ, ki spi, in je zelo dobro umeščen na teh vseh ključnih segmentih informacijske tehnologije in tudi ne nazadnje bi naj bil eden izmed liderjev na področju umetne inteligence z OpenAI. In tudi zanimivo je, da so v takšnem poslovanju z samo 12% rastjo prodaje in ogromnimi investicijami uspeli povišati maržo iz poslovanja za skoraj 200 bazičnih točk. To vseeno kaže na osredotočenost v profitabilno poslovanje. In da jaz tu pogledam Microsofta postajam kar pozitiven in se mi ne zdi, da bi bilo previsoko vrednoteno podjetje, kot pa imamo kar nekaj drugih, ki so pa res visoko leteča. Boris, mogoče lahko še ti tukaj dodaš svoj komentar, kako ti gledaš v bistvu na tega giganta oziroma kot Aleš prav, spečega princa? Jaz mislim, da Microsoft jaz sem bil v enem obdobju kar precej navdušen na njihovimi odločitvami, torej v smislu, kako so pristopali generativni umetni inteligenci na začetku, s to investicijo v OpenAI, to mislim, da je bilo briljantno. Zdaj vprašanje, ki se pa postavlja meni, je pa, a so res v bistvu realizirali, oziroma koliko tega potencijala, ki so ga takrat s to pravo odločitvijo naredili, so uspeli pa tudi v praksi realizirati. Jaz mislim, da produktnih odločitev, kako upeljevati umetno inteligenco v sisteme, recimo preko teh kopilotov, da mogoče to ni bila najbolj idealna pot, ki se sicer zdaj izboljšuje, ampak vendarle čista prvi vtisi podjetij niso bili najbolj pozitivni. Tako se mi zdi, da je bilo upanje, mogoče v nekem tem začetnem navdušenju, da je ta tehnologija zdaj tako super in fajn, da jo v bistvu lahko kar ne nujno v celoti domišljeno zapakiramo v vse svoje produkte in bo pač tam ustvarila vrednost. Izkaže pa se, da tudi pri uvajanju umetne inteligence je ful pomemben ta prav produktni pristop, torej narediti rešitve, ki so res uporabnikom pisane na kožo, ki so res dobre, in pač to ni nujno zdaj samo chatbot, ki je vse prisoten. Jaz jih imam v bistvu zmeraj manj rad, tako pač raje vidim, da je mogoče malo bolj produktno dodelana rešitev. Zdaj, mogoče še kot komentar. Kaj bi si pa recimo želel, da bi bilo še bolj dovršeno, da bi zadovoljili tvoje apetite? To je cel seznam stvari, ampak recimo za začetek, jaz tipično
nočem tem modelom na dolgo in široko razlagati, ne, kaj jaz od njih želim. Ne. Jaz hočem, da oni razumejo kontekst, v katerem jaz sem. Ne. Pa recimo, moti me pri chatbotih to, ne, da niso proaktivni. Ne. Zakaj moram biti vedno jaz tisti, ki mu pač nekaj nalaga? Ne. Jaz hočem, da on pač prepoznava, kaj jaz rabim in pride on do mene, ko ima kaj pametnega za ponuditi. Ne. Tako so pač neke te male, recimo te mini paradigme razvoja teh AI produktov, ki so zaenkrat še vedno pač redkost, čeprav so izvedljive. Ne. Ampak Boris, a te lahko nekaj vprašam, ampak ti lahko prednastaviš oziroma poveš, kaj ti hočeš, kako naj ti on ustreže, a ni tako? Ja, ampak v bistvu jaz, če tako pogledamo, recimo en tak vsakdanji kontekst, v katerem smo, ne vem, recimo, zdaj se pogovarjam, tam v zadju mi prihajajo maili, pa kdo ve kakšna sporočila, pol, tam imam eno celo, ne vem, prostranstvo nekih datotek, pa zavihkov, pa favoritov, pa tako naprej, vse to, ne. Pač vse to je del mojega dnevnega konteksta. Kako ne mu jaz zdaj, recimo, en chatbot to na nek enostaven način zapakiram? Ne, v bistvu ne moram, ne. Jaz hočem, da on to sam analizira, ne. Ali pa kaj se dogaja na mojem zaslonu, ali pa konec koncev. Ampak ti mu moraš povedati najprej, kva hočeš. Mislim, ja, ampak... Mislim, da težko si predstavljam, da bo to nek AI brez tvojega inputa vedel. Ne more brez tvojih želja ali pa čutiti tvojih potreb. Nisem to rekel, mislim to, čeprav tudi v tem bilo debatirali, ne. Mislim, da bi se marsikaj dal, ampak jaz mu lahko povem v enem stavku, kaj hočem, ne. Ampak ves kontekst, kaj je potreben z njegove strani, da razume, kaj pravzaprav to pomeni, ne, je pa pač potrebno imeti neko bolj kompleksno rešitev v zadju, ki to analizira. Tako da ja, tle... Mislim, da ne bo spet tako preprosto, ne, da bomo samo chatbotka vključili nekam zraven, pa bo vse rešeno. Pač je treba malo bolj produktno razmišljati. Ne. Rekel si, da bi še rad komentiral vezano? Ja, mogoče, če gremo pogledati, to recimo podjetja, ki v bistvu ponujajo oblačne storitve, sploh take povezane z umetno inteligenco. Kaj se zdaj z njimi dogaja? Pač dejstvo je, umetna inteligenca postaja vedno ceneje. In skupaj z njo postajajo vedno ceneje tudi računske kapacitete. Ne. Kar pomeni, da ta podjetja se v bistvu kar z nekim takim močnim rizikom soočajo potem, ko investirajo v to drago infrastrukturo, ne, zato ker v bistvu morajo relativno hitro realizirati to njeno vrednost, ker potem pač, bom rekel, marža na ponujanju te infrastrukture računske začne naglo padati. Ne. In tle je zdaj tisto vprašanje, sej mogoče na dolgi rok bodo zmagali, ampak naslednji kvartal pa mogoče ne bo v redu. Mislim, in tudi recimo hitro se pojavijo recimo ponudniki, ki so mogoče malo bolj specializirani na startup podjetja ali pa na, ne vem, mogoče zdaj celo za fizične osebe, in potem lahko ponudijo tudi kakšne recimo te storitve umetne inteligence po bistveno nižji ceni. Tako da recimo Microsoft na tem segmentu vsekakor tudi takim konkurira in gotovo pač en del prihodkov pač pojejo stran. Ne. A lahko vsem mogoče še Mark Zuckerberg iz Mete je tudi v bistvu, ko so imeli rezultate predstavljene, je tudi rekel za Meto, da prihaja, da bo leto 2025 zelo pomembno leto. On celo pričakuje, da bo Metin pomočnik umetne inteligence postal najpogosteje uporabljen v pač industriji. Kako pa gledamo na to? Ja, zdaj, če se dotaknem te Mete, ne? Pa še bi rekel komentar na komentar Microsofta. Res je, da vemo, da nekdo, ki je vodilno podjetje, kot je Microsoft, eden izmed vodilnih na segmentu programske opreme, da tudi lahko naredi napako, kot je 20 let nazaj bi rekli, delnica je bila zelo, zelo visoka in je nek drastični padec se zgodil. Predvsem tudi podjetje ni bilo toliko profitabilno. In nekdo, ki je včasih lider, res je lahko zaide na napačno pot, kot je Nokia, oziroma ni šla na napačno pot, ampak pri razvoju so se zmotili. Pri Microsoftu mislim, da ta cross-selling je toliko močen, tudi stranke so vezane na njih, oziroma imajo ta učinek, mrežni učinek je tam zelo, zelo prisoten, tudi intelektualna lastnina je dobra stvar in tudi ta naročniški model, ki je
na področju softvera, mislim, zadnjih 7 let, uspešnica. Vse to jim bo pomagalo, da se bo s konkurenco, ki je zelo fleksibilna, da se bojo lahko borili in da mislim, da ne bojo izgubljali na tržnem deležu. In tudi sami pričakujejo pospešek pri rasti v naslednjih četrtletjih in tudi ta ključna podjetja na področju IT-ja ali pa komunikacijskih storitev niso vseh teh funkcionalnosti za umetno inteligenco še vključila in jih počasi pač vključujejo. Verjetno bomo v roku pol leta lahko govorili, ali pa 3/4 leta govorili o uspehu, pa neuspehu določenih podjetij na tem področju. In tudi kar se monetizacije tiče, visokih investicij, vseeno verjetno se neka ovira za tudi strateška pozicija, pa tudi ovira za vstop konkurence na ta segment, čeprav se vidimo, da se nižajo te ovire, ampak domnevam, da vseeno infrastruktura bo tu pomembna in tudi cena elektrike, kar je po eni strani super, da se pojavijo cenejši modeli in tudi energetsko manj potratni, ker drugače verjetno ne bi zmogli zagotoviti dovolj električne energije za delovanje potreb umetne inteligence na svetu. Ja, zgraditi jo moramo. Ni druge. Ja, če se dotaknem Metinih rezultatov, Meta se pač zgleda trenutno, kot da je eden izmed zmagovalcev te potencialno cenejše umetne inteligence oziroma modelov. In Meta je eden izmed tistih, ki ima ogromno število uporabnikov in lahko takoj monetizira te modele. In tudi rezultati, ko so bili nad pričakovanji, prodaja je zrasla za preko 20%, tudi marža iz poslovanja za 700 bazičnih točk se je povišala na 48%. In najbolj pa je bil trg navdušen nad rastjo števila oglasnih prikazov in tudi cene na oglas. In oba ta kazalnika, enih omenjajo, da sta ključna kazalnika, sta občutno zrasla. In res zgleda, da so super so cel ta svoj koncept nastavili in tudi res imajo visoko rast oglaševalskih prihodkov in kot kaže se te naložbe jim že obrestujejo. In tudi to je tudi zanimivo, da so povečali število uporabnikov za dodatnih 5% na letni ravni in zdaj imajo preko 3,3 milijarde že vseh uporabnikov na svetu. In tudi še ena kategorija, ki je zanimiva, povprečni prihodek na uporabnika se je povečal kar za 16%, glede na leto prej. In zgleda, da so očitno zelo dobro nastavili poslovni model in jih tudi te visoke investicije v infrastrukturo za umetno inteligenco niso prizadele. A kaj pa si ti misliš o tem Metinem Llama projektu, modelu? A misliš mene? Ja, tebe, Boris, ti si verjetno to študiral. Ja, mislim, Meta je pač sigurno šla v zelo zanimivi smeri, da se je lotila pač open source. Zdaj v tisti točki se mi zdi, mogoče tudi majčkeno bilo iz tega zornega kota, da so bili med tistimi, ki so malo zanudili, ne toliko veliko kot kakšni drugi, pa so potem recimo malo lovili OpenAI, pa so potem se odločili za to odprtokodno pot. Vsekakor jim je tudi odprtokodna skupnost pomagala pri določenih izboljšavah, so vsi delali kar naenkrat z njihovimi modeli in tako naprej. Tudi Zuckerberg, mislim, da povedal v parih intervjujih, recimo tudi obstajajo te fully optimizirane verzije Llame, ki lahko deluje na manjših računskih resursih, ki so prvotno v bistvu začele nastajati v odprtokodni skupnosti. Tako da zdaj naslednja stvar, kar bom pa rekel, je pa mogoče lahko za kakšna taka podjetja tudi velik izziv. Torej, jaz tudi mislim, da letošnje leto bo ful prelomno na tem področju. In mislim, da tako iz dveh recimo koncev. Pač en je zdaj že zelo jasno nakazan z agenti. Torej, mislim, agenti so zdaj postali praktično uporabni v poslovnem okolju za optimizacijo procesov, kar mislim, da bo v letošnjem letu prvič
se razširilo do te mere, da bomo lahko te rezultate tudi v kakšnih povečevanjih marže v podjetjih opazili, tako kot zdaj mogoče pri teh najbolj razvitih tehnoloških že videvamo v teh kvartalnih poročilih, ne, pa se bo to potem začelo prenašati v kakšne druge sektorje. Ne. Ampak agenti imajo pa tudi eno dodatno funkcijo. Ne. Zdaj, to, kar vidimo v zadnjem času, ne, OpenAI je recimo dal en produkt na to temo ven, ne, da v bistvu lahko uporabnik agentu pač naroči, da nekaj namesto njega naredi, ne, in ta agent potem pač to naredi na internetu. Ali lahko gre se za iskanje določenih informacij, lahko gre pa tudi izvajanje akcij, ne, torej tudi nakupov in podobnih stvari. Zdaj, kaj to pomeni za digitalno oglaševanje? Ne? Če začnejo ljudje masovno uporabljati agente, ne, za pridobivanje informacij in izvajanje akcij po spletu, kje bodo potem digitalni oglaševalci najdli to pozornost ljudi, s katero se zdaj trenutno njihovi poslovni modeli napajajo. Ne? Najbrž to ne bo tako enostavna rešitev in utegne se tudi zgoditi, ne vem, ne, to mogoče mal se sliši drzno ta trenutek, da katera od teh podjetij največjih na svetu, ne, tako skoraj čez noč lahko tudi podobno kot Nokia uberejo pota, ne, če se ne morejo prilagoditi recimo temu novemu digitalnemu ekosistemu. Ne. Tako da jaz tudi ne bi bil čist presenečen, ne, če bi začelo v eni točki spet pridobivati na pomenu oglaševanje v fizičnem svetu. Ne. Ker tukaj vemo, da ljudje bodo, ne. Temu se ne bomo mogli še tako hitro izogniti. Ne. Ja, doseg v fizičnem svetu je bistveno manjši, ne? Ja, to je res, to je res, ampak če se zmanjša količina pozornosti v digitalnem svetu, se bo treba na to prilagoditi. Ne? A tam, jaz vedno razmišljam tako, da vedno se najde prostor za oglaševanje, a tukaj ga pa ti sploh ne vidiš, ali kako? Ja, mislim, ne da ga ne vidim, ampak pač potencialno ga bo mejna, ne, ker recimo zdaj, recimo čisto lahko pogledam evo, iz svojega primera, ne. Recimo, jaz ogromen časa preživim na Twitterju oziroma X-u, ne, zato ker je pač za novice povezane z umetno inteligenco, po mojem najboljši vir informacija. Ne. Samo to pač pomeni, da jih recimo manualno moram absorbirati, ne, in porabim za to veliko časa. Ne. Zdaj, s kakšnimi algoritmi, rajš bi videl, da enkrat na dan dobim report in je tam točno to, kar jaz moram vedeti. Ne. In porabim 10 minut, da to gledam. Ne. In sem potem posledično prek tega reporta bi veliko manj mojega časa porabljenega skozi dan šlo tudi za bežno ogledovanje teh oglasov, pač enostavno ta čas bi porabil za kaj drugega, ne. Pa verjetno ne nujno nekaj digitalnega. Ne. Tako da... Zdaj, ko si omenjal algoritme, sem se spomnila na tega milijonarja Briana Johnsona, ki je pa tudi rekel, da sam sebi ne zaupa, ampak bolj zaupa algoritmom, ki v bistvu nekako diktirajo, kako bo dobesedno živel, spal, jedel, kaj bo jedel, konzumiral, koliko časa bo spal. A ni to malo scary, ker že danes v bistvu algoritmi zelo upravljajo z nami. Mislim, jaz bolj tako gledam, ne? Ljudje smo malo ujetniki svojih navad, ne? Ampak se kaj pa so navade? Navade so v bistvu neki primitivni, neoptimalni algoritmi. Ne? Tako da večino našega življenja pravzaprav že zdaj teče po algoritmu. Ne? Zdaj, mogoče bi si želeli kakšnega božga. Ne? Mogoče bi sam to še hotel reči, ne? Ker sem prej omenil, sta dve taki stvari. Ne? Torej, eno so agenti, ne? Drugo pa mislim, da so humanoidni roboti. Ne? Ampak humanoidni roboti ne bodo letos še masovno na ulicah, ne? Čeprav kdo ve na Kitajskem, pustimo to, ne. Ampak jaz mislim, da kar lahko pričakujemo v letošnjem letu je širjenje zavedanja, kaj utegnejo te roboti dejansko pomeni za recimo industrijo. Ne. Ker trenutno imam občutek, ne, da je pojav humanoidne robotike pa ta vpliv, ki ga bo imela na ekonomijo, kar nekako bizarno odsoten v poročilih analitikov. Ne. Tako da pač ta tehnologija ne obstaja oziroma da je pač omejena še vedno na nek svet filmov. Ne. Tako da ja, to mislim, da bo ena stvar, ki se bo začela letos spremenjati. Ja, se to, ko zdaj omenjaš humanoidne robote, je treba seveda omeniti Teslo, ki je tudi že predstavil svojega humanoidnega robota in predstavlja Tesla tudi rezultate poslovne. A so kaj omenjali humanoidne robote, ali ti si to spremljal bolj natančno? Ja, to je zanimivo, recimo, da je Tesla je eden izmed takih, ne, ki bi moral, oziroma ki buri vedno domišljijo vlagateljev in to se spomnim, mislim, bilo leto 2009, nekaj takega, ko je Tesla začela
z električnimi avtomobili in je bil samo ta Roadster, so imeli in je pričela z njihovo proizvodnjo in dejansko izgledalo vse kot znanstvena fantastika. In zdaj, ko pogledaš naprej, ne, zdaj so bili torej ti električni avtomobili, vodilno podjetje na področju električnih avtomobilov in seveda električni avtomobil lahko vsakdo naredi, ne, ali potem lahko vsakdo naredi tudi programsko opremo, ne, ki podpira avtonomno vožnjo električnih avtomobilov in tako naprej, ne, in potem pridemo do teh robotaksijev in dejansko mislim, tako gledam, investitorji v Teslo so posebni tip vlagateljev, ne, ki mogoče se toliko niti ne ukvarjajo z samimi številkami, bolj jih zanima neko vizionarski položaj, ne, in tudi kako bodo to začeli, kako bodo lahko realizirali to vizijo, ne, njihovega vizionarja. In tudi zanimivo bo, ja, če bo uspela Tesla, mislim, da je napovedano, da bo ti robotaksiji začeli delovati v junija letos, ne, in to bo res zanimivo, ali jim bo to uspelo. In ja, to je dejansko gre, kot da živimo prihodnost, neko znanstvena fantastika je tik pred vrati. In kaj pa je pri meni pri Tesli še posebej zanimivo, ne, da je pri trenutni ceni, ne, je recimo, če bi rekel, ne, nek scenarij za vrednotenje, da bi si dal, pa bi rekel, da 14% povprečno rast prodaje v naslednjih 5 letih, pa tudi nekje bo rast dobička bo znašala nekje na leto slabih 24%, in tudi maržo boš imel okoli 11%, maržo iz poslovanja, je za 60% precenjena, ne, in to pomeni, da trg je dosti bolj optimističen, kot pa ta scenarij, 14% rast prodaje, 24% rast dobička iz poslovanja, in to pomeni, da trg zahteva še več, oziroma pričakuje še več. In bo seveda, ko moraš pokazati rezultate, Tesla marsikdaj ima težave oziroma zmrzne. In zdaj je verjetno eno boljših obdobij za vlagatelje v Teslo. Ne. Zanimivo. Kaj pa ti praviš, Boris? No, mislim, čist konkreten odgovor. Ne, zdaj ne vem, ali so to informacijo razkrili ravno med tem klicem za investitorje ali pač nekje usporedno s tem. Ne. Menda so izdali navodilo svojim dobaviteljem, da pričakujejo do konca letošnjega leta nekje obseg izdelave Optimus humanoidnih robotov 1000 na teden. Zdaj, če pogledamo, kako je Tesla skalirala svojo proizvodnjo v preteklosti, ne, mislim, da lahko pričakujemo še pač precej večje obsege v prihodnem letu. Ne. Zdaj, 1000 humanoidov na teden, ne samo posebno, kaj dosti ne vpliva na Tesline bilance in tako naprej. Zdaj, samo vprašanje, ne, če smo zdaj na pragu, ne, paradigme humanoidne robotike, pa če je Tesla eden vodilnih igralcev, ne, tukaj, kot je bila pri električnih avtomobilih, potem bi bilo smiselno, ne vem, recimo one denarne tokove iz 3 let naprej smiselno diskontirati na sedanjost, ko postavljamo pač, ko vrednotimo to delnico. Ne. In pač mislim, da je tudi vsaj nekateri izmed vlagateljev počnejo to. No, seveda eni tudi investirajo samo zato, ker pač imajo pač sanje v tem podjetju ali pa ne vem kaj. Preberejo na Twitterju, da je nekdo kupil in je to to. So prejeli na Twitterju sublimirana sporočila, da morajo kupiti to delnico. Ne, pač, zakaj pa ne. Ampak ne, jaz mislim, da je res trenutno, definitivno bi rekel, je humanoidna robotika podcenjena, no, pri Tesli. No. Zdaj, recimo, ko govoriva o humanoidni robotiki, a je še kakšen tak proizvajalec, ki ti je padel v oko, da se prav ukvarja s tem, pa da je že na neki visoki ravni razvoja? V bistvu so zelo zanimivi so proizvodi te kitajske firme Unitree, ki je sicer privately owned, nažalost je privately owned tudi večina drugih teh podjetij, ki delajo humanoidne robote, ne, jih je zdaj kar nekaj, no. Tako da že to samo po sebi, da imamo zdaj en kar širok ekosistem podjetja, ki usporedno pač poskušajo napadati ta segment, je po mojem zanimiv signal, da se tukaj veliko dogaja. No. Tako da ja, je pa res, ni pa enostavno v bistvu izven Tesle
bom rekel, direktno investirati v to obliko robotike. Ne? S tem, da seveda, ko investiramo v Tesla, investiramo še marsikaj drugega. Pač podobno kot pri Microsoftu, ko nekdo hoče investirati v AI, pa kup to delnico, pač investira tudi v oblačno infrastrukturo, v B2B aplikacije in tako naprej. Ja, to so ti globalni giganti, ki pač delajo več stvari. Ampak zdaj, ko omeniš glih Kitajce, Uni 3, humanoidni roboti, pa ki smo glih omenjali tudi DeepSeek, mogoče bi lahko v tem kontekstu omenili tudi Alibabo, ki je tudi naredil nek svoj model, ne, in je tudi zaradi tega završalo na trgu. A lahko mogoče poveš, kaj si misliš o tem modelu od Alibabe? Ja, mislim, ta model, ko en od Alibabe, je tudi zelo dober model. Zdaj, mogoče je naredil malo manj revolucije, kot DeepSeek, tako, ampak ja, mislim, to so dobri modeli. Pač definitivno jaz nimam nobenega razloga, da bi dvomil v znanje kitajskih strokovnjakov tukaj, ne. Tako da ja. Vsekakor zdaj pomembno, mislim, sploh s to, bom rekel, predanosti odprtokodnemu pristopu, veliko prispevajo trenutno v nek globalni community razvoja umetne inteligence. Bom rekel, pa ne samo z odprto kodo, ampak tudi z odprtim raziskovalnim delom. Torej, te članki, ki jih oni pišejo, so res odprte narave, res v celoti razkrijejo metodologijo, celo pedantno bi človek rekel, pišejo, kaj so naredili, kar smo prej dolga leta pogrešali pri laboratorijih znotraj teh zahodnih velikih gigantov. Je bil pa tudi zanimiv skok na borzi z Alibabo in sicer Alibaba nekako, mislim, da je bilo en dan kasneje, potem najprej bil DeepSeek, ki je naredil revolucijo, potem en dan zatem v torek je pa tudi Alibaba objavil pač ta svoj dosežek in je delnica poskočila praktično od tega trenutka v 3 dneh, dobesedno za 20%. Aleš, lahko mogoče ti malo pokomentiraš, se ti zdi to zanimivo? Ja. Mogoče marsikateri vlagatelj se namreč sprašuje, ali se splača zainvestirati v Alibabo. Ja, pri teh kitajskih delnicah oziroma kitajskih naložbah žal niso na seznamu ameriških hedge skladov, tudi ameriških institucionalnih vlagateljev, razen teh, ki iščejo pač deep value naložbe. In dokler jih ni tam, potem pač ameriški finančni trg je največji, najbolj razvit in tudi ti njihovi udeleženci tudi imajo največ oziroma dajo smernice, kam se bo kaj premikalo oziroma kateri ta narativ je zanimiv. In kitajske delnice trenutno pač so v nekem omejenem okolju oziroma njihovo gibanje je najverjetneje omejeno, ampak tudi vemo, da mislim, da je bilo letos poleti, ko je mislim, David Tepper rekel, da investira v kitajske, nekaj so tako poceni, je pač nekaj pozornosti prinesel, pripeljal sabo, hkrati je bil še potem tudi tu ta stimulus, kitajski stimulus, ki se čaka na fiskalni stimulus, ki bi lahko potem še dodatno pomagal pri gibanju njihovih naložb, ampak dokler oziroma kaj je tu pozitivno? Pozitivno je vsak dogovor med Kitajsko in Ameriko, ki ne bi šel v zaostrovanje trgovinske vojne, bi pozitivno vplival na gibanje delnic teh naložb, oziroma, ja, ampak ne nazadnje moramo vedeti, da kitajske naložbe vedno so z dvomom, prežete z dvomom, ne kančkom, ampak kar velikim dvomom in tudi tako podobno, kot so tudi naložbe v Rusiji so bile vedno poceni. In tudi zanimivo je, da Koreja, Južna Koreja je tudi znana po tem, da je korporativno upravljanje tam na nekem nižjem standardu, na Kitajskem pa je verjetno še nižje kot v Južni Koreji. Kaj pa ti praviš, Boris, se ti zdi mogoče zanimiva delnica Alibabe? Vem, da zelo špekulirajo, tudi na našem Discordu poteka debata in dobivamo vprašanje na YouTubeu, kako to, da smo zgrešili to delnico v ponedeljek, ko smo imeli objavljeno epizodo. Ja, mislim, pač
Okay, to se strinjam z Alešem, da pač neke strukturne posebnosti so kitajskih delnic, pa tudi tega, kako lahko sploh kupujemo kitajske delnice. Sicer pač kotirajo tako na ameriškem trgu, ampak v bistvu ne kotira direktno to podjetje. Tako da v bistvu vedno je nek tak rizik, da smo v bistvu pač kupili samo neko prazno fronto od podjetja, ne pa tudi zares. Tako da mogoče to je vedno mal problem. Zdaj, tako, se pravi. Kako to misliš? Uvrščeni so preko ANR, se pravi, telih digitalnih oziroma potrdilo o lastništvu. Ja, potrdilo o lastništvu. Tudi na londonski borzi kotira z potrdilom o lastništvu. Sej, samo pač Kitajska ima veliko več neodvisnosti in potencialno se bi lahko odločila, da je kakšni točki, da kakšnih teh potrdil o lastništvu ne bi priznavala in tako naprej. To je res, lahko bi se kaj zgodilo. Neko strukturno tveganje je, sploh če si predstavljamo razmere, ko bi bile recimo Amerika pa Kitajska pač efektivno v vojnem stanju, naprimer, kaj bi se pol dogajalo s temi potrdili. Ampak dobro, pustimo, to ni spet toliko pomembna stvar. Pač pol je še tudi siceršna slika kitajske ekonomije ni najbolj rožnata. Tako da zdaj, kot sem prej rekel za ASML, pač to, kje je ena sicer mogoče dobra firma, lahko pač negativno pač prek nekih povezanih stvari vpliva na njo, pa mogoče pa zato raje nočeš tja investirati, sploh če imaš alternative. In trenutno je veliko alternativ, spet bom rekel, Alibabi. Drugače pa mislim, da pač delajo dobro in pač je tam hudo znanje in potencial za rast. Tako da to. Včasih, veš kaj, včasih tisto, kar je nekaj, kar je zelo poceni, je včasih tudi z razlogom poceni. In tukaj imaš rahle strukturne težave tudi pri korporativnem upravljanju, ker država želi posegati v upravljanje podjetij, potem tudi dvom v rezultate, v realnost izkazanih rezultatov. In dejansko se soočaš z nekim nadpovprečnim tveganjem. In če se že tja izpostaviš do teh naložb, se pač izpostaviš v nekem omejenem znesku. Moraš pa vedeti, da res precej vlagateljev je bilo investirani v Alibabo in zahodni trgi so rasli v zadnjih 3 letih, 4 letih. Alibaba dejansko je izgubljala na vrednosti in je zelo, zelo depresivno bilo spremljati to naložbo. In verjetno je zelo, če si pogledaš donos, ki ga je naredila v primerjavi z tem, kar imaš kot alternativo na zahodnih trgih, podobna podjetja, je Alibaba zelo, zelo zaostala za konkurenco. Zelo je, v 5-letnem obdobju negativno, se pravi, si izgubil 50%, če gledava daljše časovno obdobje. Sem na hitro bi nekaj komentiral glede teh odnosov, ker se mi zdi, da že skozi ta pogovor se vidi, da kar nekako to privzemamo, to neko večno sovraštvo med Kitajsko pa Ameriko. Meni se zdi vedno bolj zanimiv scenarij, kaj bi se zgodil ta trenutek v svetu, če bi te velesile najdle neko skupno pot, pa nek dober, medsebojni trgovinski dogovor, ampak je podobnega. Z Evropo je konc, ni je več. Mislim, Evropa, ki je že danes, mislim, če tako pogledava. Ampak to bi bil dokončen potop. Tako da se mi zdi, da v Evropi nam neverjetno paše to, da so oni med sabo tako malo napolskali. Ja, a si dejansko res predstavljaš scenarij Amerika in Kitajska skupaj v posteli? Xi Jinping in Trump? Ja, če bi bil Trump bi bil ženska, lahko tukaj drugega. Ne vem. Okay, to je že malo čuden scenarij. Sam še, glede na to, da smo že 1 uro v tej debati, pa se mi zdi še pomembno, da obdelamo še eno zadevo, še eno zgodbo, ki je zelo zanimiva in ker smo danes že omenjali Nokio in da pač lahko pride do nekih težav, tudi pri teh malo večjih gigantih, če bodo seveda zaostajali v razvoju. In dejansko Apple je tudi objavil rezultate. In tudi Apple, v bistvu strokovnjaki pravijo, da Apple zaostaja za tekmeci na področju te umetne inteligence, čeprav se v bistvu nekako trudijo, da bi nadoknadili ta zaostanek. Kako je zdaj z Applem? Aleš, mogoče najprej če lahko pogledaš poslovne rezultate, pa potem gremo še na področje umetne inteligence. Pri Apple mogoče rahla osvetlitev. Vodilno podjetje
na podlagi, na področju pametnih telefonov. Pametni telefon je postal, oziroma telefon je postal naš računalnik in to pomeni, da je posebni računalnik. In dejansko je Apple s svojim močnim ekosistemom stranke drži pri sebi. Ne? In zdaj sami rezultati, oziroma tudi meni ni jasno, takšna naložba kot je Apple, da kotira tako visoko, ampak ko vidim, zakaj kotira tako visoko, oziroma eden izmed razlogov je lahko tudi ta, da so odkupi lastnih delnic izjemno agresivni. Ne. Zdaj pa, kar se pa tiče samega poslovanja Apple, so v tem zadnjem četrtletju so imeli okoli 4% rast prihodkov, oziroma prodaje. In tudi zanimivo je to, ne, da prihodki iz naslova iPhona so padli nekje za 1% in predstavljajo pa okoli 60% celotne prodaje. Na drugi strani ne, pa imaš prihodke od storitev, ki so pa zrasli za 14% in pa imaš nekje okoli 20%, predstavljajo okoli 20% celotne prodaje. In ja, dejansko je izgleda, ne, da ima Apple na nekem bolj šibkem ciklu rasti prodaje iPhonov, ne, v naslednjih nekaj letih. In trg je veliko pričakoval glede integracije generativne umetne inteligence, glede, da bi pomagala pospeševati prodajo pametnih telefonov. Ne. In dejansko smo zdaj tu imeli razočaranje glede te funkcije Apple Intelligence in ni bistveno pomagala pri prodaji modela 16. In tudi nek komentar na to je pač, da so postopno pa zapoznelo uvajali to funkcijo. Ne. In tudi še upanje pa je, ne, pač s tem se tolažijo imetniki, da najverjetneje najboljše funkcije bojo šele izdane. Potem pa imamo še en taki negativen, oziroma ta niti ni toliko negativen dejavnik, je bolj nevtralen, imamo pa dokaj negativen dejavnik, pa je sama Kitajska. In tam jim prihodki padajo že 6. četrtletje zapored. In tudi tam je zanimivo, da izgubljajo tržni delež v primerjavi z domačo konkurenco. In zdaj, če pogledamo podobno kot pri Tesli, ne, oziroma pogledamo malo drugače, da trenutno vrednotenje Apple nekako nakazuje na pričakovanje, da bo prodaja rasla 7% letno, bolj realno pa je, da bi ta prodaja bila nekje 5% na leto v naslednjih 5 letih, kar pomeni, da je kar obstaja, če potegnemo tu analogijo, obstaja kar dokaj visoko precenjenost Appleove delnice. Je pa res precej upanja, se polaga na to, da bo, ko bojo vse funkcije za umetno inteligenco sproščene, da bo prodajo pametnih telefonov izrazito pospešila. To pa nas še čaka. Ta dogodek nas še čaka v naslednjem letu, pa bo jasno, ali so pričakovanja bila preoptimistična, ali bo pa Apple še enkrat več presenetil. Ker Apple dejansko ne proda večjega števila pametnih telefonov. Ta prodaja stagnira, kar se tiče količine, ampak pač uspe poviševati prodajne cene pametnih telefonov. Ja, ampak Apple je zdaj v tem razburkanem tednu pridobival na rasti. Nekje sem celo prebrala, da naj bi Apple, če bi te stroški učenja teh umetne inteligence, teh modelov, če bi padli, to, kar si ti rekel na začetku, Boris, da če bi se zniževali ti stroški, da bi prav Apple profitiral. Torej, praktično ena edina stvar iz mojega zornega kota, zakaj je Apple zanimiv, je, da ima dejansko dobro hardversko opremo, pa ne govorimo o telefonih, ampak o čipih, tudi v njihovih osebnih računalnikih, ki so precej koristni za zaganjanje recimo modelov z veliko parametri in tako naprej. Problem je, ker je to edina stvar. Pač izkazali so se v zadnjem času, da so nezmožni lansiranja novih produktov. Če lansirajo nove produkte, se zdaj tudi dogaja, da so pač enostavno falirani, tako kot Vision Pro na začetku, ali pa da celo opustijo produktni razvoj, tako kot je bilo za samovozečimi avtomobili.
oziroma se ne vem točno niti kaj tam bil načrt, mogoče še sami ne vedo, ne. Tako da ja, mislim, plus to, kar vedno več slišim zdaj, ne, je, da na tistem področju, kjer so prej vedno blestela, ne, torej v smislu kakovosti izdelave in uporabniške izkušnje svojega primarnega izdelka telefona, ne, se zdaj sliši od vedno več ljudi, da pač tudi to ni več to, kar je bilo, ne, tako da jaz ne vem, jaz težko vidim dobro argumentacijo trenutno. Torej, edina pot, mogoče potencialna za Apple, bi bila, da se zdaj pojavi neka recimo res drugačna paradigma umetne inteligence in so potem oni za razliko od preteklosti, ko to nikoli niso delali, tisti prvi, ki v to investirajo, podobno kot je recimo Microsoft investiral v OpenAI. Ne vem, nek tak scenarij mogoče, ampak nobenega, to je pač fantazija, ne, to nima nobene podlage v realnosti, ne, tako da ja, jaz sem precej pesimističen glede te firme. No. Pesimističen? Ampak te podjetja, ti veliki giganti investirajo milijarde in milijarde, mislim, da Meta so povedali, razkrili javno 60 milijard v umetno inteligenco. Apple mislim, da nikoli ni razkril teh podatkov in tudi druga podjetja. To so res vrtoglave številke. Na drugi strani imamo pa en DeepSeek, ki prav pa da lahko za par milijonov, 6 milijonov vse skupaj uredi zrihta. Ta razmerja so nora, no. Ampak za potrošnika na koncu je pa to lahko čisto v redu, ne? Ker pač to sili tudi te gigante, kot si sam rekel, ka neki mogoče samo refleksiji. Eno stvar moramo pa reči, to po mojem koristno za poslušalce, ker ta številka se zdaj veliko menja, teh 6 milijonov, pa se potem dajo v bok raznim drugim. Pač to je v bistvu številka za en training run. Ta številka ne vključuje vseh training runov, ki so se zgodili pred tem, ne vključuje vsega ostalega razvoja nepovezanega s treningom. Pač ta dejanska cifra, ki se je uporabila za to, da so prišli do te točke, je mnogo večja. Recimo, imamo oceno, si kje prebral? Mislim, po mojem vsakem primeru verjetno govorimo o kakšnih milijardah, ne? Tako ali pa drugače. So jih oni financirali direktno ali pa jih kdo drug. Ne? Mislim, dober primer je bil zdaj, pred kratkim se je oglasil ta direktor Antropika, ne, pač tudi AI firme, ne, pa je rekel, recimo, da njih je za enega od njihovih znanih modelov, recimo en trening run, ki je stal nekaj 10 milijonov. Ni hotel povedati točno koliko 10, ne, ampak jaz mislim, da to bolj podaja pač ta realni količnik med tem, kaj so uspeli Kitajci z optimizacijami doseči. To ni krat 100, ne, ampak je mogoče pač tam manj kot recimo velikostni razred. No. Kar je še vedno zelo dobro, ampak ni pa mogoče tako spet revolucionarno. En kolega je danes zelo tako plastično predstavil, je rekel, da ta DeepSeek je kot neka Škoda, vsi ostali, ti Američani so pa kot nek Mercedes. Ampak pod črto, a rabimo imeti Mercedes, a smo zadovoljni s Škodo. Ne, jaz sem Škodo, v bistvu vse povedal, ampak dejansko je neka razlika. Recimo, če pogledamo kakšne te malo bolj sofisticirane benchmarke, recimo en je en tak AID za razvoj programske opreme, mislim, da pride DeepSeek na 9. mesto med temi modeli, kar spet ni toliko impresivno. In ja. A bi še ti mogoče kaj Aleš dodal, potem pa zaključimo ta krog debate in gremo v novega, v MoneyHow Friends. Na kratko, to je Boris samo 15 minut, 15-minutna debata o investiranju in priložnostih. Ok, mislim, da Boris je super povedal. Ok, tako da najlepša hvala obema za to odlično debato. Mislim, da smo lepo zanalizirali vse te skoraj vse iz veličastnih 7. Čakamo še Alphabet in pa Nvidia, ki predstavlja rezultate konec februarja, Alphabet pa 4. februarja. Tako da mislim, da bo kar zanimivo in pestro spremljati tudi celotno dogajanje vezano na to AI vojno, ta vihar, ta prepih, ki se dogaja na trgu. Tako da iskrena hvala obema za debato in se vidimo seveda v MoneyHow Friends. Hvala. Dragi poslušalci, gledalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.